V poletnih mesecih ponavadi ponovimo enega od najbolj zanimivih kuharskih prispevkov. To poletje bo to pečenje na posebnem žaru, ki se imenuje Big Green Egg. Z nami pa bo simpatični Miran Stanovnik. Poleg tega posebnega žara smo mu mi pripravili same odlične sestavine. Orade in kapesante smo dobili v podjetju Rival Trade, kjer imajo vedno sveže morske dobrote. Zraven seveda paše odlično grško olje in grški jogurt. Zelenjavo, jagode in orehe smo dobili na koseški tržnici, začimbice pa so seveda v naši oddaji vedno samo ekološke, na kar smo zelo ponosni. Prav tako na zdravo ekološko margarino. Domači mlečni izdelki so iz Gorenje vasi, šparglji pa z Dolinarjeve domačije blizu Škofje Loke. Živijo, danes se bomo družili z velikim zelenim jajcem, ki je v takih razmerah zelo fino, mehen za pogret. Ampak preden se pa pogreje, bom pa jaz sama predstavil, zakaj bo šlo. V začetku bom sicer obratno vrsten red, kot bomo potem jedli, pripravil eno sladico, zato da se nam tale jajček segreje na delovno temperaturo, pa potem kasneje gre pa zraven seveda še pika kapesant, ene lepe oradice bomo spekli na temule na gradeli, torej na grilu, ki ga pred sabo vidimo. Kasneje se bomo malo še pohecali z šparglji pa z solato na drug način, tako da v bistvu bomo naredili eno tako jed, primerno za tiste lačna usta, ki zdajle čakajo in upajo, da ne bo nevihte. Ja, torej, prej sem rekel, jajček se greje, zakurili smo že majčkeno prej, zdaj pa začnemo z sestavinami za tole našo sladico. No, tudi sestavina je grški jogurt, eden je že varno spravljen v tej skledi, drug je pa zdajle na vrsto prišel, ta nima čist nič maščobe, tako da v bistvu še majčkeno smetane. Ta smetana pa ni čist brez maščobe, ampak je pa bio zaradi tega. Da pa ne bo vse tako nesladko, ker je že sladica, bom uporabil pa še majhen enega res specialnega medu, tako da je treba malo premešati, da se te sestavine primerno združijo. Tukaj čakajo potem pa še jagode, pa orehi. Evo, ta zadevšna je čisto enostavna, gre zdaj v hladilnik. No, zdaj preden gremo do naše prve uporabe tega našega zelenega jajčka, bom jaz vzel zelo dobro olivno olje, včasih ga je kar malo škoda za take stvari, in bom namazal rešetko. Da je že tukaj noter več kot 250 stopinj Celzija, je pa prav, da se pri prvi uporabi tole malo namaže, pa da tudi sosedje vejo, da boste nekaj pekli, ker se začne kaditi. Je pa tale jajček ena boljših stvari, tako da noter se vse normalno peče. Mi pa včasih rabimo dolge rokave, včasih kape na glavi, ampak pečemo pa vse. Torej, uporabil bom majhen tegale sira za žar, zato da se tiste lačna usta čim prej malo nahranijo, ker potem kapesant je bolj mal, pa da ne bojo vsi lačen. Takole, sir bom jaz kar lepo gor naložil, ker to bo zelo hitro pečen. Sir se peče, ponovadi ga lahko tudi odprtega pustimo ali pa zapremo, kakorkoli že. In zdaj bom pa jaz v tem času izkoristil in pripravil kapesante za naslednji korak. Takole. Jaz ga vam bolj rad, pa ga za to majčken čas malo pretiravam, ampak je to olivno olje zdravo. Spet zato, ker da še majhen probamo, še malo bolj poln okus narediti, bom dal še majčken sira, majčken ga bom naribal, lih toliko, da bo malo dodatnega okusa. Malo sira, zdaj pa malo pogledamo, kaj se tukaj noter dogaja. Fajn je, če se vidijo takole lepo takele črte, da se ve, da je to res na ta pravemu žaru pečen. Upa.
Ta lačni bojo malo prišli na svoj račun. Zdaj, da se bo malo začel tudi tega mediteranskega, da ne bo čist navaden sir, bom jaz dal majčkeno olivnega olja gor. Nekateremu pa še več, nekateremu manj, ampak jaz tu naredim takole. Evo, prvi korak za ta najbolj lačne je že pripravljen in lahko tudi malo probamo. Dobro, druga taka bolj zelenjavna, seveda predjed špargeljčki. Tele šparglji so bio pridelani, tako da ne bomo dosti komplicirali. Malo bomo odrezali ta spodnje dele. Tukaj ni nobene zgodbe, jaz jih niti ne solim, jaz jih lepo, ne bom rekel, da jih tako noter vržem, ampak jih bom lepo razložil. Tole mi je kar zaprl lepo, na temperaturi je ta pravi. Nič, jaz bom dal kapesanta kar noter, zato ker je, da bomo malo čas pošparali, če bo kakšna nevihta. Ups. Evo, zapremo malo na uro, pogledamo, te kapesante običajno rabijo tam enih 5 minut časa, da se primerno toplotno obdelajo. Treba je tole zdaj malo pogledati, ker tale krušna peč zelenega jajca v bistvu res dela svoje, nas zunaj skoraj malo zebe. Noter se pa dogajajo strašne stvari na temperaturi čez 200 stopinj Celzija. Tudi šparglji svoje delajo, kapesante že migajo, tako da v bistvu tem kar malo zaprl, se ne bo prehladil. Zdaj pa lahko pripravimo že majhne ribe, luštne lepe oradice. Jaz jih vedno posušim. Prej, se pravi, da nimajo nobene kakšne kaplje vode na sebi, ker potem je to boljš na samo gradelo. Tako, zdaj bomo pa še malo posolili. To je v redu. Damo majčkeno na stran, da ne bo to prehudo. Evo, kapesante fajn delajo. Zdaj v temule zelenem jajcu je res včasih čist brez potrebe, da bi kakšne take zelo naravne sestavine, kot so šparglji ali kaj takega, dodatno solili. Kapesante so pripravljene. Šparglji so pripravljeni. Takole. Evo. Jaz jih bom zdaj sam spet malo z olivnim oljčkom pokapal. In pripravil za naprej. Takole. Zdaj grejo pa gor ribice. Evo, da ne bo vse tako moderno, bomo pa za konec tiste najbolj lačne, ki bojo ostali še tukaj na veselici, pripravili malo krompirja, čisto po domače. Na pol ga bomo prerezali, pa dali v folijo lepo, pa majčkeno enega zelo dobrega masla zraven. Pa bo potem ga noter vrgli lepo v pekač oziroma v tale jajček, majčkeno posolili in se bo to, takrat, ko bomo mi normalno jedli, se bo to spekli, da bomo imeli potem malo kot taborniki včasih. Čisto enostavno, vzamemo kos folije, takole, spodaj, malo soli, takole, in čisto enostavno ga takole zapremo, kakor en cukor. Ribica bi mogla že reči približno dober dan. Evo jo. Tako bomo naredili. Zdaj pa samo še krompir fliknemo noter. Ta pa tudi,
če se še malo zasmudi, bo še boljši spomin na naša mlada leta, ko smo bolj zasmojenega pa prežganega jedli takole, ko smo imeli piknike kot mulci. Evo, takole, ena družinca krompirjev, zapremo, majčkeno pojačali temperaturo, da se bo kaj spekel in to je to. Malo peteršilja bi jaz imel. Takole. Evo, in družba v Radici je pripravljena. Ja, večkrat sem danes omenil eno veliko zeleno jajce, drugače pa to v bistvu Big Green Egg, pa da ne bi samo v angleščini, ampak je to blagovna znamka in lahko rečem, da jaz sem se nekaj časa spogledoval s tem žarom, dokler ga nisem dobil domov, zdaj sem pa praktično nerazdružljiv z njim. Zdaj pa seveda gremo probat, kaj smo skuhali. Pripravili smo kapesante, špargle, nekaj sira, 4 orade, ki so se res izvrstno spekle tudi kljub temu močnemu vetru, pa sladica, noter se peče pa še krompir, ki bo pa na koncu vsega tega za tisti poobedek, za tiste najbolj lačne. Lepo se majte. Za konec pa naj vas samo še povabim k poletnemu branju revije Bogastvo zdravja. Veliko zanimivih in koristnih informacij boste spet našli v dvojni poletni reviji. Prelistate pa jo lahko tudi na spletni strani bogatvozdravja.si. Vroče poletje se nadaljuje in zato ne pozabite na dovolj tekočine. Naj bo to voda, naravni sokovi ali pa tale odlična kokosova voda. Na zdravje poletju!